Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar velike nagrade Nizozemske. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na progi. Velika nagrada Nizozemske je postavila več zapletenih vprašanj, kot da bi dala nekaj enostavnih odgovorov, in danes bomo skušali dobiti neko razlago za vse tisto, kar je morda ostalo v ozadju. Začeti moramo pravzaprav samim štartom. Res, Lando Norris je iz velike nagrade Nizozemske prišel kot zmagovalec z ogromno prednostjo. Ampak je v resnici slika taka, kot nam jo kažejo zgolj rezultati? Še zdaleč ne. Zopet na štartu je bil Lando Norris, dovolite mi izraz, porazen. Mi navdušenci smo sumili, da na tej kritični fazi dirke ima Lando Norris neko šibkost. Sedaj smo dobili potrditev in tudi njegovi nasprotniki v naslednjih priložnostih jo bodo hoteli izkoristiti. A tu je treba poudariti nekaj, da niti njegov moštveni kolega Oscar Piastri ni bil nič boljši. Če pogledamo samo reakcijske čase, bomo videli, da oba voznika McLarena sta bila najslabša. Ampak tu velja poudariti dve zadevi. Prvič, Lando Norris je začel iz najboljšega štartnega izhodišča. Mnogi bodo dejali sedaj, to smo vedeli vsi. Ampak Oscar Piastri kot tretji na štartnem razporedu je začel neposredno za njim. Sedaj, če so pri ekipi McLaren voznikoma dejali, da ne sme priti do notranjih konfliktov na samem štartu, s tem, ko je Lando Norris izjemno slabo štartal, kakšne so bile izbire, ki jih je imel na voljo Oscar Piastri? Poleg tiste, da je ostal za svojim moštvenim kolegom, po mojem osebnem videnju, bore malo. Torej, lahko bi dejali, da je tudi Piastri slabše štartal, zaradi tega, ker je pred njim dobesedno stal Lando Norris. In zakaj sta oba izgubila mesti takoj po samem štartu? Zaradi tega, ker najhitrejša linija je tista na zunanji strani, torej v tem primeru na levi strani proge. Tisti malce bolj umazani del je oni na desni, ampak pride dobesedno na notranjo linijo prvega ovinka. In tu sta priložnost izkoristila tako Max Verstappen kot tudi George Russell. A treba je povedati, da to je nekaj, kar je samo po sebi umevno, kaj najhitrejša linija je tista, ki dobesedno poseka ovinek, torej treba je iti iz zunanjega roba na notranjega, in to ni nič takega. A videli smo, da McLaren, ki ga je imel na razpolago Lando Norris v tej priložnosti, je bil bistveno boljši od Red Bulla, za katerim je sedel sam Max Verstappen. Lahko bi dejali, da kot voznik je Max Verstappen še zmeraj nad Landom Norrisom, ampak McLaren MCL 38 v tem danem trenutku je boljši od Red Bulla RB20. Lahko bi dejali, da tudi posodobitveni paket, ki ga so pripravili pri ekipi iz Wokinga, je bil tisti, ki je deloval na progi v Zandvoortu, medtem ko pri Red Bullu niso pripravili nekih fenomenalnih novosti. In tu se je treba ustaviti še pri neki malenkosti. Lahko Red Bull RB20 je dosegel svoj maksimalni potencial in vsaka najmanjša sprememba lahko generalno sliko samo poslabša. Morda so prišli do tiste faze, ko enostavno hitreje ne gre s tem modelom, s to idejo, s tem konceptom.
Pri McLarenu je lahko zgodba različna. Na začetku sezone so imeli težave, sedaj, ko so jih odpravili, lahko kažejo tisti svoj pravi potencial. A morda koga sedaj zanima, zakaj Oskar Piastri, ki sem ga omenil v tistem začetku tega komentarja, ni dosegel zmagovalnega odra in je bil, na primer, Charles Leclerc hitrejši od njega. Enostavno zaradi tega, ker pri McLarenu so ga prepozno poklicali v bokse. In tu lahko vidimo zopet, kako pomembno je izbrati tisti pravi trenutek, kar bomo videli tudi v nadaljevanju. Ampak Oskar Piastri se je znašel v podobni situaciji, kot smo mnogokrat videli Carlosa Sainza mlajšega, ko so ga pustili na progi 2, 3, 4 kroge preveč in je nabral zaostanek tistih nekaj sekund, ki so se na koncu pokazale kot odločilne. Če bi Piastrija poklicali na menjavo takoj za Landom Norrisom, bi bila slika, vsaj po mojem osebnem videnju, bistveno drugačna. Ampak sedaj se bo nekdo začel spraševati, ali je Red Bull RB20 v tem trenutku res dobrih 20 sekund počasnejši od tistega, kar so pokazali pri McLarenu. Menim, da smo mi navdušenci tu pozabili na neko bistveno zadevo. Da je Max Verstappen že imel kazen zaradi preveč menjav elementov pogonskega sklopa. In da more s to enoto, ki jo ima na razpolago, tudi varčevati. Res, McLaren MCL38 je v tem trenutku boljši od Red Bulla RB20, ampak ne toliko boljši. Videli smo, da v prvi fazi dirke je znal biti Max pred Landom, nato ga je ta prehitev. In v tistem trenutku so se lahko v boksih odločili, da nimajo nekih realnih možnosti priti do zmage, zato so lahko vozniku svetovali, naj nastavitve postavi tako, da ne bo preveč obremenjeval svojega pogonskega sklopa. In od tu prihaja lahko ta zaostanek. Namreč za drugo mesto z 2 sekundama zaostankoma dobiš prav toliko točk kot za drugo mesto z 22 sekundami zaostanka. Ampak to marsikdo dobesedno spregleda. Ampak sedaj lahko vidimo nekaj zanimivega. Namreč Lando Norris je skupaj s tistim najhitrejšim krogom dobil 8 točk več kot Max Verstappen. In na tisti skupni lestvici se je zaostanek seveda zmanjšal, ampak ne za toliko, kot si je morda britanski voznik želel. Tu bi se rad vrnil na veliko nagrado Madžarske, kjer so pri McLarenu dobesedno zapravili 7 točk prednosti samemu Landu Norrisu. Danes bi se to poznalo in verjetno na koncu sezone se bo tudi. Ampak obstajata še 2 zanimivi vprašanji. Prvič, skuderija Ferrari in njihova enkratna forma oziroma enkraten rezultat. Ne govorim samo o Charlesu Leclercu na zmagovalnem odru, ampak tudi govorimo o Carlosu Sainzu mlajšemu. Tudi on se je iz ozadja prebil, vsaj po mojem skromnem videnju, izjemno visoko. Ampak kaj se je zgodilo? Je Ferrari kar naenkrat postal konkurenčen? Še zdaleč ne. Tu je treba biti dobesedno pošteni. Ferrari v celotnem vikendu ni imel tisto nekaj več, kar je verjetno marsikateri navijač pričakoval. Ampak po drugi strani na Nizozemskem so pri Ferrariju imeli genialno intuicijo, kar se tiče pravega trenutka za postanek. Namreč s tem, ko se je Charles Leclerc ustavil naprimer v 24. krogu, je dobil tisto določeno prednost, da se je postavil pred Piastrija in pred Russella. In kot bomo videli v nadaljevanju, je s tem tudi pokvaril njun ritem in tako dobil
tisto bistveno prednost. A ista zgodba je seveda vezana na Carlosa Sainza mlajšega, kjer zaenkrat pri Ferrariju, za razliko od mnogih drugih dirk, so pokazali, da tudi iz strateškega vidika znajo, verjetno, če hočejo. Bili so boljši od mnogih drugih, predvsem od tovarniške ekipe Mercedes. Mnogi izmed vas ste bili začudeni in nekateri ste me tudi začeli spraševati, kako je možno, da oba Mercedesa sta na koncu imela več kot 44 sekund zaostanka za zmagovalcem. A tu je treba se ozreti prvič na dejstvo, da sta bila oba Mercedesa edina z 2 postankoma, kar pripomore k takšni skupni beri na končni lestvici. In drugič, predvsem pri Russellu, je treba povedati pravzaprav tisto, kar sem že začel govoriti, da na dirki po prvem postanku je iz boksov prišel dobesedno za Charlesom Leclercem, ki ni imel njegovega ritma. In tu se je njegov zaostanek začel večati in večati. In treba je omeniti, da pri Mercedesu verjetno so imeli težave s tisto pneumatiko trdote hard. Treba je omeniti, da tako Russell kot Hamilton sta imela tisti del dirke na pneumatiki C1 izjemno kratek v primerjavi z konkurenco. Marsikdo sedaj ne bo verjel tem podatkom, ampak držijo. Če pogledamo povprečni zaostanek za zmagovalcem, sta bila oba Mercedesa na 2. in 3. mestu. Torej Russell in Hamilton v povprečju sta bila na primer hitrejša kot Leclerc, ki pa se je znašel na zmagovalnem odru, ona dva pa ne. Seveda zasluga dodatnega postanka in zasluga tiste izgube časa, ki jo je imel Russell že za prej omenjenim Leclercem, kjer je krožil ogromno časa v ritmu, ki je bil bistveno počasnejši od onega, ki ga je prikazal Hamilton. In tu velja seveda poudariti, da Lewis Hamilton, ko je začel dirko tam zadaj, praktično v zadnjem delu štartnega razporeda, je napravil ogromen skok naprej in bi težko pričakovali boljši rezultat. Ampak, če potegnemo črto, lahko vidimo, da potencial pri tovarniški ekipi Mercedes ni bil izražen do konca zaradi čudne, bizarne strategije in verjetno zaradi težave izrabiti ono pneumatiko z belim napisom na boku. In tu je eno izmed vprašanj, na katero bomo težko dobili nek racionalen odgovor, kaj se je zgodilo pri Mercedesu. Vsekakor so drugi bili boljši in to ne pomeni hitrejši. Boljši pri izbiri prave strategije, boljši pri postavitvi na sami progi in boljši pri tem izkoriščanju dane situacije. In tu se zopet vidi neka hiba tovarniške ekipe Mercedes, ki je pri miselnosti izjemno toga in nefleksibilna. Ko se je treba odločati, naprimer v tistem danem trenutku, se jim sistem dobesedno poruši, ko v noči prej nekako postavijo vse variante glede na predhodne izračune, so pa seveda briljantni. In sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj je Max Verstappen dobesedno popustil, zakaj ni šel na lov za samo zmago, gre za njegovo domačo dirko. A menim, da je tu Max Verstappen oziroma ekipa Red Bulla začela razmišljati bolj v smeri samega prvenstva. Max Verstappen je lahko do konca letošnje sezone zmeraj na zmagovalnem odru z lahkoto, čeprav bo nekdo
v kakšni dirki boljši, mu to do konca ne bi smelo nekako izničiti prednosti, ki jo ima v tem trenutku. Čeprav slišimo strani odgovornih pri Red Bullu, pravzaprav je Lando Norris in McLaren prava grožnja v obeh lestvicah. Menim, da kar se tiče vozniške, bo Max do konca ostal tam spredaj, ampak z bistveno manjšo prednost. Kot sem že omenil, pogonski sklopi so tu ključnega pomena in Max si ne sme privoščiti začeti neko veliko nagrado tam zadaj na 13., 14., 15. mestu, kajti videli smo, da res lahko pride v točke tudi on tako iz ozadja, ampak več kot 7., 6., 5. mesto bo težko dosegel. In to bi znalo biti kritično, ampak tu je treba dodati še nekaj pomembnega. Včeraj je bil 25. avgust. Andrea Kimi Antonelli je dopolnil 18 let. In dobili smo uradno potrditev, da na prvem prostem treningu velike nagrade Italije bo pri tovarniški ekipi Mercedes prisoten. In to je že nek namig, kdo bo drugi voznik pri tej ekipi v naslednji sezoni. Ampak po Pedocku krožijo še druge govorice, da so se pri Williamsu dobesedno naveličali Logana Sargenta. In prihajajo seveda glasovi o tem, kako naj bi James Wolf zaprosil tovarniško ekipo Mercedes, če jim usodijo Mika Schumacherja do konca sezone. Meni se zdi takšna rešitev rahlo čudna, namreč nimam nič proti Miku Schumacherju, ampak menjava nekoga, ki je naredil ogromno škode z nekom, ki je sedež v Formuli 1 izgubil zaradi tega, ker je napravil preveč škode, se mi ne zdi najbolj racionalna. Po drugi strani imamo Frederika Vestija, ki bi lahko dobil priložnost, ampak že prej omenjeni Andrea Kimi Antonelli bi lahko bil pravo mašilo za še te preostale velike nagrade prav pri ekipi Williams. Vemo, da v naslednji sezoni sta oba sedeža zasedena pri tej angleški ekipi, ampak Andrea Kimi Antonelli dobesedno nima kaj izgubiti, lahko se pa ogromno nauči. Nihče ne bi pričakoval čudežev, on bi pa lahko odpravil tiste začetniške napake, ki jih mora narediti, kot so jih napravili vsi veliki šampioni. A videli bomo, kaj se bo zgodilo, konec koncev lahko bo Logan Sargent nadaljeval do konca sezone. Sedaj pride še tisti drugi del današnjega komentarja, kjer si bomo ogledali napovedi strategij in kaj se je zgodilo dobesedno na progi. V tistem javljanju pred samim začetkom velike nagrade smo skupaj ugotovili, da pri Pirelliju in tisti moji napovedi je kar nekaj podobnosti, nekaj usporednic. Lahko bi dejali, da način razmišljanja je bil dobesedno enak. A videli smo, da ekipe konec koncev so izbrale čisto nekaj drugega. Začeti na pneumatiki medium in nato preiti na pneumatiko hard ter odpeljati dirko do konca. Nekaj, kar nisem predvidel jaz in ni predvidel niti Pirelli. Ampak v teoriji bi bilo možno začeti na pneumatiki soft in nato natakniti pneumatike hard in iti do konca. Nekaj, kar smo napovedali tako jaz sam, kot tudi Pirelli. Seveda, če pogledamo, koliko so zdržale pneumatike v generalnem smislu, bomo videli, da pravzaprav kombinacija najdaljšega stinta na pneumatiki soft in najdaljšega stinta na pneumatiki hard je bil bistveno preko tistih 72 krogov. Ampak ostaja odprto vprašanje, zakaj nihče se ni poslužil te izbire. V bistvu smo to videli pri tovarniški ekipi Mercedes, kjer je Lewis Hamilton začel na novem setu pneumatike soft odpeljal 24 krogov. In
To v resnici je izjemno blizu tistemu, kar sem napovedal sam za tisti prvi del dirke. Ampak na to v drugem očitno njegova pneumatika hard ni delovala tako, kot bi morala in je imel verjetno težave z doseganjem delovne temperature. Zato je bilo potrebno opraviti še drugo menjavo. In tu zanimivost. Ste morda opazili, da v zadnjem krogu je Lando Norris postavil najboljši čas na sami dirki, kjer je premagal tako Lewisa Hamiltona kot Georgea Russella, ki sta približno pred 10 krogi bila najhitrejša s pneumatiko soft. Zopet dokaz, da mehkejša pneumatika ni nujno najhitrejša. V danem trenutku je bistvenega pomena tudi temperatura. Poleg mase bolida, ki seveda s kroga v krog se niža zaradi porabe goriva. A zopet dokaz, da od doba seveda se lahko približamo tistemu, kar razmišljajo, naprimer tehniki pri Pirelliju, ampak še zdaleč nimamo vseh podatkov, vseh pokazateljev, ki so na voljo ekipam. A tudi tokrat smo prišli do konca našega komentarja dirke. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.